pozdravljeni v oddaji Spoznajmo jih, ob 100. obletnici Ivana Cankarja, njegove smrti. Bomo prebrali skupaj drobec njegovih del, najprej iz Podob iz sanj, črtico, vinjeto, Gospod Stotnik. Dokaj časa je že, da so zadobile moje sanje in pač sanje vsakega človeka čisto novo, prav posebno lice. Nič več niso puste blodnje, bežne megle, ki se brez smisla in vzroka prelivajo druga v drugo ter se nazadnje razpohte v nič. Niso več tiste sanje, ki jih človek zjutraj strmeč ogleda zaspanimi očmi ter na pol smehljaje, na pol jezen zamahne z roko: vrag vas vzemi, od koder vas je dal. In ki se na to smešno grozno odkobalijo obrezno, kakor se obrani zarji škratje poskrijajo v gost. Sanje, ki jih sanjam zdaj jaz in ki jih sanjaš ti, so senca prave resnice, pač so oblike strahotno povečane, nadvse čudno pokvečene in skrivenčene. Toda resnica le ostane, spoznaš jo koj in srce ti je žalostno. Hladno jesensko jutro je bilo, megle so se vlačile po dolini in se plazile ob strmih rebrih gora. Na vrhovih se je v žarkih zgodne zarje belil prvi sneg, ki je bil zapadel po noči. Nebo je bilo jasno, še se je spominjalo na polnočni sneg in na mrzle jutranje zvezde, ali že je čakalo sonca. Gledal sem skozi okno, to okno še nikoli ni bilo omito, zato sem gledal kakor skozi pajčolan, razločil pa sem natanko vse, kar se je godilo pred menoj. Tudi glasovi so bili v čistem jutranjem zraku tako jasni, da sem slišal in razumel vsako besedo. Dvorišče je bilo pet na visoko posuto s črnikastim prahom, ki se je bil čez noč spremenil v mastno blato. S prav takim prahom so bile pokrite tudi nizke strehe barak in ovelo listje oreha, ki je stal samoten sredi dvorišča. Pod tem orehom je držal vojak na uzdi osedlanega konja, ki je pohrskaval in vstrepetaval od hlada in nemira. V dolgi ravni vrsti je stala kompanija, napravljena, da se že tisto uro napoti na bojišče. Stali so tam kakor od kamna, nobeno oko ni trenilo, sloka telesa so bila narahlo upognjena pod bremenom težkih nahrbtnikov. Nikoli poprej nisem videl na enem samem tesnem kraju toliko mlade lepote. Vsi obrazi so bili še zelo mladostni, skoraj otroški, in vsi so bili sveži, kakor orosi in zarji umiti. Tudi v očeh je bila svetla rosa, gledale so kakor iz daljnih krajev, iz lepih sanj. Vse pa so bile nepremično oprte v Gospoda Stotnika, ki je s počasnim, malobrižnim korakom stopal pred nemo vrsto gori in doli. Stotnik je bil visokega života, za glavo je bil višji od kompanije, ogrnjen je bil v ohlapen črn plašč. Izpod tega je gledalo dvoje zelo dolgih in tenkih nog. O roki, ki je bila še v rokavici koščena in kremplasta, je držal palico, na katero se je gredoč opiral. V obraz mu nisem videl, ker je bil ves čas obrnjen proti vrsti. Korak za njim je stopal mlad praporščak, ki se je včasih plaho ozrl, kakor se morda ozre človek, ki bi rad pobegnil, pa občuti, da je priklenjen brez osmiljenja. Še enkrat je gospod Stotnik začel od kraja svoje ogledovanje. Postal je pred prvo številko v vrsti, pred visokim, vitkim fantom, ki je strmel nanj s črnimi, zamolklimi očmi. Stotnik je stopil tik preden. Kako ti je ime? Fant je povedal svoje ime
In tedaj mi je presunilo dušo. Saj te poznam, ti lepi mladi fant, ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči. Mož med tovariši, poslušen otrok med modrimi starci, živa veja na drevesu, če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo samo. Stotnik je vprašal nadalje: ali imaš očeta doma? Nimam ga več. Pa koliko bratov in sestra? Nimam jih. Ali ti vsaj mati še živi? O, mater še imam. In luč se je vžgala v zamolklih očeh. Tedaj je Stotnik vzdignil palico, dotaknil se z okovanim koncem fantovih prsi ter pomignil praporščaku, ki je stal za njim. Ta je potegnil izza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo ime. In fant je prebledel. Stotnik je šel mimo drugega in se ni ozrl nanj. Stopil je do tretjega in si ga je ogledal natanko. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladenič, slovit pevec in ljubljenec deklet. Imel je zdrav, okrogel obraz, ob drobnih ušesih se je vilo par svetlo pšeničnih kodrov, sinje oči so na glas prepevale, temno rdeče ustnice so krožile v prijetnem smehljaju. Ali imaš nevesto doma? Je vprašal Stotnik. Imam jo, gospod Stotnik. In še glasneje so prepevale sinje oči. V svetlo daljavo je segla pesem. Stotnik je dvignil palico. Praporščak je pisal. In pesem je ugasnila v sinjih očeh. Tako je stopal gospod Stotnik počasi dalje ob dolgi vrsti. Pregledoval je, izpraševal in izbiral. Včasih je spustil po 2 ali 3, nekaterega niti pogledal ni, včasih pa jih je zaznamoval kar po vrsti 5 in 6. In zdelo se mi je, da nalašč in preudarno izbira najmočnejše in najlepše. Prišel je do kraja, poslednjikrat je vzdignil palico, nato pa se je obrnil. Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in mesa. Namesto oči je bilo izkopanih v lobanjo 2 globokih jam. Dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime smrt. Naprej, marš! Kompanija se je sunkoma obrnila ter se napotila s čvrstimi koraki v meglo navzdol. Pred njo je jezdil gospod Stotnik. Visoko iznad megle se je dvigal njegov črni plašč.